Spoštovane gledalke in gledalci, prav lepo pozdravljeni v družbi z Jezusom. Posebno čast imamo v tokratni oddaji, kajti naš gost je biseromašnik. Torej človek, ki že 60 ali prek 60 let opravlja svojo duhovniško službo. Človek izjemnih razgledov, zelo dobrega poznavanja zgodovine, cerkvene umetnosti, človek, ki se zanima za ekumenizem, za naša narodna vprašanja in še marsikaj drugega. Zelo premočrten, pa vendar zelo prijazen. Dolgoletni župnik v Mengšu in v Lescah. Gospod Štefan Babič, dobrodošli v naši družbi. Dober dan. Kako je mogoče pri svojih 87 letih še zmeraj tako čiv? Ja, to je bolj zunanji videz. Ali ste Gorenci sploh tako kleni ljudje? Gorenci smo trdi, ampak imamo pa mehko srce. Zunaj robati, Ja? takrat, ko si čustveno najbolj razdražen, si raj malo bolj grob, kakor pa, da bi čustva nosil na dlanih. To je zelo pomembno, ne? Taki smo. Ni dobro tudi sicer človeku, da srce nosi preveč na dlani, ne? Ja, velikokrat niti ni to globoko v človeku, čustveno, ampak trenutno, pa se pa hitro sprevrže. No, rekli ste, človek mehkega srca. Je za duhovnika pomembno to, da ima mehko srce? Vendarle je tisti, ki tako zelo pogosto, skoraj vsakodnevno nastopa v vlogi Božjega usmiljenja, ne? Pa tudi toliko je trpljenja po naših družinah, pri sosedih in to, da se človeku ljudje smilijo. In včasih si mlad, še bolj ostro gledaš na to, leta te pa podučijo, da potem bolj razumeš, pa se skušaš tudi bolj živeti v te ljudi. Je ta temelj, človekovo otroštvo, koliko ste spoznali, je bistveno, tako kot nas danes učijo strokovnjaki, prva leta otrokovega življenja, prva 3 leta denimo in še katera potem naslednja, da se postavijo tisti trdni temelji potem za njegov karakter, za njegovo življenje. Tisti se postavijo v družini in največ odneseš od domače družine. Šola ti samo obzorje širi, ponavadi vere, pa tistih osnovnih odnosov do sočloveka pa ne. Tisto, kar z doma doživel, pa v domači župniji, to te spremlja vse življenje. Vi ste bili rojeni leta 35 v Orehovljah, v župniji Predoslje, ne? Ja, Na Gorenjskem, ja, to je okolica Kranja. okolica Kranja. Ja, tam Kako? so ata, jaz jih vikam, pa imamo tudi, ne znam drugače povedati. Tako smo navajeni od mladega. Ata so podedovali po eni teti eno majhno posest, rekve se ji pa kajž. Kaj pa kajža, to pa veste. Velike kmetije so imele ponavadi zraven še eno manjšo hišo in ko je mladi prevzel kmetijo, sta se starša ali pa bratje in sestre, ki so ostali doma, v to kajžo preselili. Imeli so kakšno njivico, drugače so pa doma pomagali na kmetiji. Počasi pa kakšna njivica še zraven prišla in se je ta kajža osamosvojila, da ni bila več vezana na prvotno kmetijo. Torej, to so bili prvi domovi za upokojence. Ja, tako rekoč, ja. In so podedovali, 2 tete so dobili, ena revščina je bila pravzaprav. Tistega se ni dal pravzaprav preživeti. Bilo je 3 hektare zemlje, z gozdom moret, pa ena hiša, no še kar velika za kajžo.
ampak treba je bilo še zraven kaj zaslužiti. S tem se ni dalo živeti. Nekaj časa so hodili v Oljarico, v Britov delati, potem so se pa hoteli osamosvojiti in so par konj nabavili, pa en kason, pa vozili robo po trgovinah. To so jim naročili in so tja do Tržiča, pa tudi okrog po trgovinah vozili. Potem so bil pa Konzum v Predoslih. To je bil Krekova osnova, ne? Ampak je propadel, čist. Prednik, ki ga je vodil, je zelo zavozil vse skupaj. Dva sta pa bila v odboru tega Konzuma, ki sta pa oba imela trgovine in gostilne. In sta rekla, nekje sta se bala konkurence, sta rekla, Štrk smo že za vrat vrgla, še zategneva, pa bo konc po njem. In res ti na Ivni verjeli vsakemu, to jih je vse življenje spremljalo, in so jih ljudje festo okoli prenašali. Verjeli so pa vsakemu. No in je tako daleč prišlo, in potem tisto propad v Konzum, dolg so kar nas vzeli, ki je bo rečeno, da je vse v redu, so podpisali in to je bila prva težkoča, ki je nastala. Ampak se niso dali. So pa začeli pa lastno trgovino. Ampak ta hiša je bila premajhna in so v Britofu, ki je večji od ostalih vasi Predaške župnije, ima danes še 600 hiš. To je spalno naselje Kranja, vsi se skupaj drži. In so tam kupili svet, pa zgradili trgovino. Ampak seveda denarja ni bilo, so se zadolžili, potem je pa še gospodarska kriza, pa kup majhnih otrok, jaz sem bil sam ta 8, ni šlo in da niso trgovino prodali na Lectanti ali pa tam, no, so pa tisto zemljo prodali, potem pa tisto hišco, da je trgovina ostala. Voditi je pa niso imeli s čem, denarja ni bilo, so dali v najem. Tisti, ki je vzel najem, je pa rekel, celo hišo ali pa nič. Dva brata sta bila, pa ena sestra, zgonci iz Cerknice, pa še ena stranka je bila noter. Mi smo bili pa v Oreholah. In 39. leta trgovina so oni prevzeli, mi smo pa prevzeli mežnarijo v Britofu. Tam je podružnična cerkev svetega Tomaža iz leta 1512 in smo potem do 58. skrbeli za to mežnarijo vse skozi. Ata so bili ponosni, da bi kdaj koga šli kaj, da bi miloščino iskali, to pa ne. Niti bere niso šli pobirati. Nič. In skrbeli pa je za cerkev, za vse. Tisto zemlja pa bilo 2 hektara pa pol obdelovalne zemlje, to nas je pa rešvalo. Drugače bi bilo težko. Mežnarija je bila majhna, nizka hišca, da skoraj z roko streho dosegel. Velika veža, hiša, kamra, pa hlevček za 2 živine, potem za prašiče tudi, svinak, tudi za 2 prašiča, pa drvarnica, pa šupa. To je bilo vse. Ampak mama so bili izredna kmetica. To so na tisti zemlji pridelali več kot sosedje, so imeli še enkrat več. Skrbeli so, da je bo pohnojeno,
pa tudi vrt obdeloval. Soseda rekla, ja, ti se kaj tam na vrtu igraš? Jaz imam pa toliko zemlje, imam pa preveč dela, pa smo več predelali na 2 hektarih kot ona na 5. Zanimivo. In tiste, kar je bo za sprot, smo zelenjavo, pa to drugi še niso imeli, da bi gojili to. Mama so pa že vse to gojili. Bili so z Nakelga doma, ata pa z Bistrce, to je župnija Podbrezje. In njegov oče je bil mizar, stric mizar, ata so delali doma kot mlad, niso pa hodili nič v šolo. Pa je pa prva svetovna vojna, so morali v vojno iti, ko je pa bil konc, da bi pa takrat šel v šolo, tako da so bili, znali so mizarsko delati, niso pa imeli spričevali. No, potem so pa po tej teti podedvali v Rehovlah, rojen so bili 1899, no in med svetovno vojno je bil pa od mame, oče, cestarski, za del ceste je bil on zadolžen. Zdaj pa ni mu moške delovne sile in je ženske dobil, da so cesto vzdrževale. In so mama, rojeni 1900, na cesti delali, cestarka so bili. In potem, ki je bo vojne konc, so še nekaj časa na cesti delali, pa so ata v Rehole hodili s kolesom in tam na cesti sta se spoznala. Potem pa mama so veliko igrali v igrah, pa pevskim zbore, pa to. Kadar je bo kaj, so ata šli potem na predstavo. No, potem sta se pa 22 leta poročila, ata 23 let star, mama 22. No, pa smo pa kar po vrsti hodili. Ta prvi je bil rojen 23, pa še 24, potem 26, potem 28, 30, 32, potem 33, 35, no pa je bo pa konc. Ampak bila je pa trda, trgovino so oddali potem in so na vse načine skušali, da so zaslužili še kaj zraven. Brat se je učil potem naprej v trgovini na Pšati pri Janežiču, to je svet Jakob ob Savi, in je bil zelo dober trgovec, pa žgani kuhoj tu imel. In brat je bil potem tam, skozi, ga ni bo doma. Potem en brat, ki je rojen 28 leta, je bil pri teti v Hrastjah. Tam je bil podvinski gospod, to je prastric tega podvinskega duhovnika, ki je na Švedskem. In on mu je potem ministriral, so tam imeli pri teti tudi mežnarijo, pa za pastirja je bil. Ko je bil pa šole ven, je pa šel potem se mizarja učiti in je prišel domov. To je bo med vojno. Ta sestra, ki je 30 leta rojena, je pa bila ena teta, poročena tudi v Reholah, otrok ni nič imela, mož je umrl, potem so pa sorodniki, prej je mene hotela imeti, pa mama so pa rekli, ne, ti ga ne dam, ne bo mater enkoli poznal, je pa morala sestra iti. 5 let starejša, ko je začela v šolo hoditi, je šla v Nakov. Tam je bil pa še starata, stric, pa 2 tete, neporočeni, in je imela lepo mladost drugače, sam doma ni bila, sam med starejšimi rasla. In vendar smo kljub temu, 3 so bili v doma, eden je umrl v 20 letih, Ivan,
Kaj mu je bilo, ne vemo, 3 leta star. Zdravnika na podeželju takrat nismo poznali. Potem ta sestrca, ki je 2 leti stari od mene, pa sem se pa še jaz najavil. Takrat se je pa vse podiralo pri hiška, ne. Pa so mama potožili, še tega me je treba, ka ne, še ene nosečnosti. In kaj je bilo? Sestrca je plezala po trugi, ki za pesek voziti, in se je tisto prevrnil, na mestu je v mrtva. In mama, je bil to zanje tak šok. Tožila si, da imaš težave, da pa še ena nosečnost. Pravilo, nikdar nisem upala več potožiti kaj. Ker so smatrali, češ, smislili, da nimaš prostora zanj, ti pa Bog prostor naredil, ti pa vzel. No, in v tisto mižnarijo smo se 39. leta preselili. Švoh je bilo, majhen so popravili, nov štedilnik, novo peč. Vse, kar smo pa predelali, prej vas predelali pa pod streho, ker ni bilo kam kaj dati. Sestra je v gimnazijo hodila v Kranj, je dobila tisto kamro, da je tukaj vaštala, tukaj šupa, vlaga se je zapila v zid, po zim je to zmrzno, to je kot ledenica. Ena pipa je bila not v kuhna, no, ampak za prvi božič 39. leta so mama pekla, običajno, ka ne? Zedilnik pa ni bil v redu, niso ga nič popravljali, peč je delovala, pa vse to se je pa vžgal. 23. decembra, pol 8. zvečer, sosed pride mimo, po baterijo posveči na okno, katra gori, ja, pa so pa ključ vzeli, pa plat zvona šlo zvoniti, ka ne? Včasih ni bilo gasilskih siren pa tega. Iz česa ste imeli streho? Streha je pa normalna. Iz opeke? Peka. Ampak pod streho je bil ves pridelek tistega leta. To je pa seno, pa slama, pa butare, pa ves mizarski urodje, sponka moret, pa pšenica, koštano, vse je šlo. Vse je zgorelo? Niso mogli nič gasiti, ker je bil tako mraz, da je voda zamrzvala. Eno kravco smo imeli, prej je bilo una domačija prodana, jaz sem že lezel v krog in so šli mama most krave, prej so bili 4, pa je pa samo ta zadnja še v štali, že še ušlo in so vedela, jutr bo šla ta krava tudi ven. Jaz pa s šalico prišel, so mozle, da sem dobil mlek, da sem ga že tam pil. So pa zadnjikrat kravo, armeno, pa je sosed jo kupil, da se jo še danes spomnim, mozle, jaz s šalico, mama pa v jok. Sem rekel, mama, kaj jekaš? Mama, kaj jekaš? So rekli, kot bi me z nožem zabadal v srce. Kaj bo jutr k nam imela otroku kaj dati? No, pa so pa drug dan je bil črn kofe, samo. Včasih je bila divka, proja, frank, če pa ni bilo, pa požgan jačmen. Daj pa tist, pa ni bilo nekaj, bomo drugače kot mlek, ne? Pa sem pa nekaj se pačil, so pa rekli, mama, ja, pučovga kona smo pomozili, ima pa tak mlek. Ja, če so mama rekla, pa že drži, ampak me ni bil všeč. Kakšno pa je bilo vaše versko življenje v družini? Vera je držala družino po koncu. Drugač bi vse šlo k nič. Na pragu druge svetovne vojne, brez vsega. Pri soseda tam je bila vdova sama, pa so potem mata veliko tam moška dela, tudi mama veliko pomagal, pa je brat, je krave pasel, pa to, in smo bili kot doma tam.
In smo prve dni tam pri njih prespali. Prvi Božič, da smo ga tam. In tam so imeli še enega hlapca, pa eno deklo, pa eno pa starico. In so jedli v zajtrk, so prato imeli. Kaj je prata, a veste? Ne. To je posebnost Gorenjske. Jajc, kar po 30, potem bel kruh, pa gvirce, vse sorte. In podpečeno ali v mehurju ali v danki. To je pri nam prata. In to je bilo za žegnanje, moralo biti vedno. In jaz jo imam še danes rad. Ima je sestra, ki je lani umrla, vsako leto jo spekla, zdaj pa na čakinja jo ima prinese. Tako da imam tudi tisto. No in so oni jedli, jaz pa nisem mogel zgovoriti. In sem prišel zraven, so pa imeli prato. Sem pa rekel, jaz tak, ja tudi jem. Sej se ne bi, verjetno sem dal jest, ampak ne spomnim se. Ampak tista dekla me je zmeraj dražila, pa jaz tak, ja tudi jem, zato sem se zapomnil. Tako da vas je pravzaprav versko življenje, skupno molitveno življenje reševalo. Ker drugače bo obupno stanje. In sem čudil staršem, koliko sta prinesla, kaj sta vse žrtvovala za nas otroke. Za 6 je bilo treba skrbeti, ne? Do leta 1949, ko je brat, ki je bil star, bil marca 18 let, pa je 26. decembra umrl. To je bil pa krivda tiste povojne obveznega prostovoljnega dela. Moral je iti sekat smreke v Komatevro, to je za Storžcem. Sneh je bil, čevelj se mu je gor odprl, pa ga ni pustil tisti vodja, da bi šel domov, da bi čevlje imel, pa je bo pa za Titotovo rojsten dan, dan mladosti, da pa da bi dan prišel, se je pa javil, da bo tekel, pa nesel tisto štafeto, dež je šel, vrst premočen, pa jih je pa tovornjak pobiral zadaj, ne. In cele počitnice je tožil, kako je utrujen. Mama so rekla, kaj boš ti stokla mlad? Je pa zelo hiter živel, ker takrat je bo, ko je bil 14 let star, je šel iz šole ven. In on je bil marca stok star, je marca nehal. Z 19. marcem je nehal v šolo hoditi, pa se je šel pa takoj trgovino učiti. In sestra, tako prvo so trgovske šole imeli kar pri vseh osnovnih šolah. Pa vsi so bili dimnikarji, pa mizarji, pa vse bo skupaj. Pa so pa le ugotovili po enem letu, da to ni nič. In je morala sestra potem še 1 leto več hoditi v šolo, ki te niso priznali. In pa je pa vprašala direktorja šole, ali kaj naj brat naredi. Je pa rekel, če je tebi kaj podoben, naj kar pride. Zmeraj odlična, kaj njaka, ne. In začel je marca, junija je prvi letnik bil narejen. Takrat je bila pa doba učna 2 leti samo in še 1 leto, ja, ki je bil že 16 let, star še prej, je bil že zučen. Torej pri 18 letih pa je učil. Ja. In je takoj, kadra ni bilo, in v tistem trgovskem podjetju je bil sam en moški, ki je bil direktor, drugače pa ne vajenke, pa en vajenc. In je takoj, da je prevzel trgovino voditi. No, če bi ne bi imel sestre zraven, ki bi tudi v trgovini, takrat je bo treba še vse karte lepiti, pa to, ki bo na karte še vse. Moj ona pomagala, tudi da je šlo. No, in takrat pa začel tožiti in to je bo 49. leta, jaz sem v gimnaziju hodil v Kranj, toliko so bili naši,
nimamo bogatstva, morate pa imeti poklice. In Andrej trgovsko šolo naredil, potem Reska hodila v gimnazijo, 5 let, pa je pa vojna nastala. Marica tudi trgovka, Jože tudi trgovc, ker smo doma trgovino imeli, Vencel pa mizar. Kako pa ste se vi odločili za duhovniški poklic? To je bo pa ravno ob smrti bratovi. Midva sva skozi skupaj. Sam 3 smo bili skozi doma. On je sicer pri sosedu pasul krave, jaz sem pa eno imel doma, pa je pa 2, pa sem kona še dobil zraven, pa sem na konju jahal pa krave vlekel. Ampak to smo pasli po mejah do jeseni, ko so bili travniki pokošeni, šele takrat smo spustili na travnike, drugače pa na štriku. In imam spomine, mama so pleli, zraven sem jaz po tisti meji pisano pasu, bil majčkan. Pride knez Pavle, ki je bil kraljev namestnik, kanek so Aleksandrovi, in je bil na lovu. Enega imel seboj, da je moj bo tistega gonjača. In na koncu naše njive, to je bila Mežnariska, je ustrelil zajca. Zraven so bili revni, tudi vsi mož in žena sta bila oba, sta pukvasta, ščerka tudi, fant pa ni voren govoril. Je da rekel. In on je vedel za to, eto ti zeca. In ga jim je dal. Ki je prišel Miklavž, vsi otroci smo bili obdarovani. So bili oni na Brdu. Na Brd je šel vsak lahko, ampak drugi nismo. Mi smo v Kokri se mrzli, kopali. Učitelji pa njihove družine so šli na Brdo. Brdo pri Kranju. Ja, potem otroci smo nabirali borovnice, en del je bo zagrejen, tam je straža hodila, in so od nas borovnice kopali. A ta so velikokrat gobe nabrali, pa so jih tja nesli v kuhno prodati. Petrček je všel, imel en tak avtomobilček, je v vas všel, so ga pa iskali, pa lovili, kje je. Je hotel imeti otroke iti. Po vojni sem pa 2 krave pasul, pa ob reki Kokri, in njiva se je končavala proti strugi, tam je pa zelo globoko noter. In je bakla le večja pa je travna mota, ki se je uralo, da se je lahko do konca. In tam sem pasul krave na štrik, pa knjigo v rok. Pa so rekli, to spada skupaj. Krave, jaz pa knjiga. Sem že kar po pot bral. In nekaj zašmi, pogledam, ob obeh straneh reke, gardisti z naperjenimi brzostrelkami. Po cesti pa džipi, ki je Tito ribe lovil. In toliko so vedeli, kako je, kakšen je, ka ne. Kadar je prišel na Brdo, vsi zvonovi v fari so morali utihniti. Ki je bila napovedana procesija rešenega telesa, pod kapelce pripravljene, pred mašo prišel miličar, procesije ne bo, kar je Tito tam. Nihče ni smel v gost borovnice nabirati. V začetka so flake pripeljali pa to. Ko sem delal izpit za gimnazijo, je bo pa eno narek. Vse zgodaj zjutraj kosci kosijo, da travniku pride mimo možakar, pravi, dolg že nisem kosil, a mi daste malo kosom, probal, če mi še kaj gre.
tako kosil, vsi se čudijo, ki učuja, kdo je bil ta človek. Ja, zato je bil pa Tito. Ženske žanjejo pšenico, pride, tako se prijazno pogovarja, nikdar ni slovensko govoril, pa je pa mat Slovenka. In spet, kdo je bil to? Ja, to je bil Tito. Ampak to so vedeli v Kranj, v Predasu pa v Beden kosec ni vedel, pa nobena ženica, pa na nekem travniku, pa na kateri. To so bile pravljice. In to imam dva spomina taka. Kakšno je bo pa naše življenje doma? Angelovo češčenje, molivec, naprej so bili ata. To je bil atova reč. Vedno, kar nas je bilo doma, angelovo češčenje zjutraj, opolne, zvečer. Pred jedjo pojedi, zvečer pa obvezno roženvenc. In to so zmeraj ata molitve. Vsak dan. Vsak dan, po zimi in polet. Ja, pa zraven še litanije, pa za to, pa sveti Katarini za zdravo pamet, pa za vse sorodnike, pa to je bilo dolgo. In me je včasih poleti, prej na polju delati, ja, to ni bilo tako, kot danes otroci. Pa še ob slabi hrani, ne? Ne, tisto pa mama poskrbila. To so pa, Je bilo? lačni pa nismo bili. Ja, preprosto. Močnika smo veliko jedli, močnik. To je, ajdov je bil najbolj, koruzen, je pa bolj šlohka, ne, ni bil tako dober. Polento, žgance, zele, repo, ričet, ješpren. A ločite, kaj je to? Ričet pa ješpren. Ja, vem. Ločite. Ločim, ja. Poznam. Ješpren je more prešečno odstopati, ričet je pa postna jed. Aha. No pa fižolovo župo, pa ta krči. Kot to, kar smo doma predelali. In znali so pa tako razporediti, da je zabela trajala do novega klanja in meso je bil tudi določen. To je za pusta, to je za takrat, ko bomo želi, to je takrat, ko bomo mlatili, to bo za žegnanje, to je za veliko noč, to je bo vse razporejeno. Ja. In ko so bili mama bolni, pa so ata kuhali. V prvi svetovni vojni so jim oficirji bili za tistega flek so mu rekli včasih, no, da mu je strihal za strižnika. So se pa naučili kuhati. In če so ata kuhali, je bil pa boljš kot mama. Zato sem mama, ki so pa prišli do deže s špehom, so pa rekli, če pa ti še čas hodil bliz, bi pa hmal bili brez vsega. Ko ste omenjali prej Tita, ne? Njegov režim je tudi vas večkrat klical na pogovore, ne? Mi smo, brat je bil klican v nemško vojsko, to je bilo isto kot na Štajerskem, duhovniki so izgnali, v Kranj je prišel en nemški duhovnik Bolke, pa bil še en od prejšnjega župnika, Škrpca, stric, ki je bil pa slep, k njemu smo pa spod hodili. Na skrvaj so nas dekleta učile verouk in 18. oktobra 1942 sem šel k prvemu Hajilu. In te ženske so nas učile in so starega župnika, prav predaški župnik je bil, najprvo, kar je bilo mlajših, so jih v Škofove zavode, potem pa v Srbijo ali pa na Hrvaško, medtem ko starejše so pa v Mengeš v domu ne mogli, potem so ene, ki so bili še bolj, so jih poslali naprej, starejši so pa pustili, pojdi, kamor veš in znaš, ker so bile vsa župnišča zasedena. Šola je bila popolnoma nemška, die Ansprache ist Deutsch, kot je rečen, popisati smo se morali takoj od začetka za šolo, in ko smo šli domov, so mama jokali, kam smo prišli, kaj bo z tega. In vse nemško.
Pisanja so nam spremenila. Jaz sem na začetku B, pa sem bil pa Topelt V, Babič. Vse imena vasi, mi smo bili Friedhof, pa Predavsel, pa Nussdorf, pa Vse nemške vse imena. nemško. To je bilo vse nemško. Die Ansprache ist Deutsch. In v šoli učiteljica ni znala ene slovenske besede, mi pa ene nemške ne. No doma, mi smo med vojno hodili ali v Krankmaš, ali pa k Podvinskemu v Šenčur, ki so ga pustili. Predaški župnik je bil pa privatno stanoval v Tupelčah in so nas potem te žene, dekleta, peljale tam k spovedi k njemu in smo šli tam skozi gozd, 7 kilometrov daleč, smo dobili mrtvo srno, ki je že razpadala, še cveki smo, tiste črve, in vsi po vrst smo se spovedali, da smo nekaj grga gledali. Če pa to ni bilo grdo, pa še smrdel je pa vrh. In smo hodili redno k Maš. Ste hodili tudi kaj na kakšno romanje na Brezje, ker tam imate... Med vojno ne. Med vojno ni bilo nič. So bili tudi patri, se ni bilo benga tam. Drugače pa molitev redna, nedeljska maša redna, ob delovnikih, če bo možna, rednih maš. Potem je prišel en duhovnik, ki je bil v Želimljah, pa je v Britov so bile 3 njegove sestre, pa nečakinja, nasprot naše hiše. In je potem, ko je bil v Želimljah, ki je bil bombardirano, je bil na Prižnici, od tistega časa naprej ni mogel več. Ker ki je tisti čas prišel, je mašval, pokopaval, spovedoval in v Obdevankah je pa potem v naši podružnici mašval in je k nam prišel, seveda, ko smo ključe imeli, mene pa da ministriral. Pravi, kar prid po knjižico, pa se boš naučil, angelska služba, ampak to je bo vse latinsko. Prav si boš kar bral. Ja, to ni bilo tako enostavno. Med vojno se nismo dosti naučili. Ena je Blak nas je učila, od začetka so prišli pravi učitelji, starejši. Potem, ki je pa v Nemčiji to zmanjkal, so jih pa nazaj poklicali, so pa dekleta poslali, ki so delale Arbeitsdienst. In tiste so nas učile pa. Ena, spomnim se jo samo Donaveta, ker je zmeraj gromska strela, pa tepva nas je, pa kot pošiljala, naučila pa nič. Pa je na Hani Cetelj prišla, tista nas je pa naučila nekaj. In nismo čutili tako sovraštva, ali pa tudi vojaki, ki so prišli, ja, si smo znali že nemške govoriti, smo se otroci vse z njimi pogovarjali. Zlasti proti koncu vojne, ko so bili tisti 17-letniki ali pa še mlajši. Smo bili debatirali tam. Ampak šola je bila zasedena, Faraž je bil zaseden, dvorane smo pa eno sobco imeli, tam smo pa verouk imeli. A ne verouk, šolo, nemško. Gospod Babič, torej v Kranju ste obiskovali gimnazijo, potem ste se odločili za bogoslovje v Ljubljani. Kakšni so spomini, morda kakšen utrinek iz bogoslovja? No, ali pa to, brat je umrl in pri nas je bila navada, da so Ljubanijo, ko so grob prekopali, Ljubanijo očistila, jih zavili v bel prt in dali potem glavi pri krsti v grob noter. In teta je šla, da bo to naredila. Jaz sem šel z njo, da sem jo vodo prinesel, pa pravi, no vidiš, Andrej je bil že preč, Joža bi mu trgovino, čeprav takrat pa žganje kuho. Tista je pa delovala. Vencel, ki je mizar, bi mizarsko delavnico imel, ki pa tudi svata mizarla tudi, pa zemljo obdeloval, so potem zemljo dokupili, da smo tudi svojo imeli. Ti bi bil pa duhovnik. Jaz sem pa sam, da bi bil pogledal. Kako?
Takrat sem to prvikrat pomislil. Ampak sem ministriral, pa vsak dan bil pri mašpoj. V nedeljah pa pri obeh mašah, zjutraj, popoldne pa pri večernicah. Vsi, no, brat je potem, ki je bil doma, Joža, je rekel, bom šel raj dvakrat do polne, da bom popoldne frej. Jaz pa sestre, ata pa mama, vsako nedeljo popoldne krščansko nauko. Dobro. Kako se spominjate bogoslovja? Kaj vam je najbolj ostalo iz teh bogoslovskih let? Ko je bila 52. leta Birma v Predoslah, birmoval je volk. Nihče ga ni upal taksist pripeljati, ker so jo napadali, ali avto zbil, ali gume porezali. Je šel eden z upravljivčkom pon, ga pripeljal in župnik je stanoval v privatni hiši, kakšen kilometer daleč od cerkve. In jaz sem ministriral, pa je včasih bilo navada, da je škof dal na čevlje na take copate v barvi mašnega plašča. In on je bil debel, se je težko sklonil, in jaz sem mu tiste čevlje obuval. No, pa je prav, kaj pa ti delaš? Sem rekel, v gimnazijo hodim. Kam? V Kranj? Tudi jaz sem bil tam. Veš, če boš kdaj k nam prišel, boš pa lahko povedal, da smo čevlje obuval. Potem sva šla, župnik je hitro naprej šel, da so kosil pripravljali, nobenih drugih duhovnikov ni bilo, nikoga. Sem pa jaz kovček njegov nesel, tajnika ni bilo, to ni bil nič, si bil sam. In sva šla tisti kilometer daleč, to sva se vse pogovorili, koliko nas je bo doma, koliko je on imel, koliko je šola, pa to. In tam pa je kovček, a prav, pa imaš kakšen rožen venc? Se jih ni bilo po vojni, vse žepi sem okoli obrnil, pa ni bilo nič. Prav, tla ga imaš, pa glej, da ga boš kaj molil. Od tistega časa ga nisem enkrat ven spustil. Pa smo šli šolo na izlet po Jugoslaviji, 9 dni. Jaz sem vsak dan dobil čas, da sem rožen venc molil. Ga še molite danes? Danes pa po 4. In pri nam je bilo to je bila naša dediščina. To smo dobili močno živo vero po očetu pa materi. Če ne bi bilo tega, bi vse skupaj šlo cugrunt. No, potem ste se z škofom... No, brat je bil pa pri Janežiču, tam je bil pa važen denar. In se je malo utujil tega. Pa je bil v nemški vojski, ki je prišel na dopust, je šel nazaj, pa oficir prav, pa ti tako delaš? A smar Nemc, to je moral biti kakšen komunist. In mu je septembra spet dal dopust. Kam pa naj gre? Takrat je bilo še nemško vse. Domobranstvo je bilo, pa je bilo organizirano v Ljubljanski pokrajini, ne pa po Gorenjski pa ni bilo. Tam je bil en kokrški udrec, se je mehen potikal sem pa kaj, ampak ni pomenil nič. In je bo treba iskati, kako bo prišel partizan. Pa je bil v Gmajnem, je dan prišel, ja, če ne bi takoj domov prišel po vojni, ni bil nič po vojni več not, ker je bil tako bolan, 3krat je bil ranjen, če ga ne bi mama zdravila, bi umrl takrat. No, potem je pa dober gospodar, so ga v Kranj potegnili, te mlade fante v partijo in tako na dom je bil zelo navezan, poročil se je še, tudi dekleta, ki sta bile rojene, je krstene sta bile, pa je bil pa, so se preselili v Kranj, je bil pa konc tega. Gospod Babič, čas nam tako hitro beži, kajti veliko zanimivega še iz vašega življenja, potem kaj se je še dogajalo, iz bogoslovja, iz stikov kasnejših, tudi iz ljubljanskih škofov. To lahko povem, da je protiverska propaganda me vrgla še bolj globoko v versko vprašanje. Naprimer,
takrat 52. leta so verouk vrgli ven, prej so po šoli, smo imeli še v šoli verouk, potem ne več, so pa moralno vzgojo uvedli. Noben ni hotel učiti starih profesorjev, profesor risanja je pa to prevzel, pa je pa nam rekel, da vsi moramo prebrati Zolajev Lurd, da boste videli, kako cerkev ljudi okoli prenaša. Jaz sem pa župnika šel po knjigo. Župnik pa prav Škrlovaj, si ne smeš tega brati, to je na indeksu, seznam prepovedanih knjig. Kako, drugi v duhkav šol brali, jaz pa ne. Pa on drug dan me pa prinese knjigo Ušeničnikovih zbranih del, kjer not Zolaja deluje, pa Šava, pa tist. In jaz sem tist prebral. Pa me pa prav en dan, daj me knjigo nazaj prines, bom jaz ne moje sošolki dal, moji sošolki ji dal tudi, da je ti zbrava, razboršek ti bodo pa dali vse. In sem dobil ves sklop 10 knjig. In prebral da do že, še tiste v potujeh jezike, nisem nič zastopil. Danes tega ne bi zmogel. Ampak sem pa dobil tako trdno podlago filozofsko, da tista filozofija, ki v gimnaziji ni bila nič. Torej vas je nekako to še bolj utrjevalo, da ste prišli v stik z resnico? Je bilo recimo proti temu škofu iz Đakova, ki je bil na cerkvenem zboru in je potem saj zelo znan. Še ulica je tam bila, ki so šolske sestre. Štrosmajer. Da je bil proti temu, kar je Vatikanski zbor določil. Ampak tista knjiga, ki je šla, jo je napisal en španski odpadli duhovnik. In jaz sem v Đakovu pisal, da so mi poslali njegov življenjepis, debelo knjigo v hrvaščini, sem prebral vse. In če bo kaj takega v šoli povedal tam profesor, smo imeli svoj krog, bolj kmečki, si smo tudi imeli glavno besedo v razredu. Najboljše ena je bila stalna odlična skozi. Jaz sem pa doma delal, šola je bila samo za postran, ampak smo v Turo delali, je bil Zihrl, ta je bil nekje komunistični, ta glaven pri nas, je bil zraven pri maturi. In maturo smo začeli ta prvkrat nedeljo zjutraj ob 7, potem ponedeljek, torek, sreda smo pisali, četrtek, petek smo bili prosti, v soboto, v nedeljo ob 7 maturah. In do srede je bo konc, v nedeljo ob 7 posprečvala, da je navžno šel kdo v cerkev. Zunaj so imeli oder in vsi, ker maturanti, nas je bilo takrat 76 in profesorji, jaz sem bil po abecedi prvi, on je jecal, pa me pokliče, ki je delil spričevala, pa je najbolj maturo naredil. Una ni nič mature delala, ki je bila skozi odličnakinja, mene pa tam razglasi, da sem najboljš maturo naredil. Mohor, ravnatelj pa, dal pa far! In so me pred maturo klicali na Ozno. Potem, preden sem šel na Ozno, v Hvojaken so me poslali, kjer bi sploh ne smo, moj batelino, ki je bil vojaški zdravnik, napisal, da sem nesposoben, ker sem sam na desno oko videl. Levo, ko sem bil ranjen, bratu je vse prste potrgal, tista eksplozija, meni pa v ta oko,
Pa je bil en majhen šplitrček, ampak je mrežnico in od maja 45 jaz na to oko svetlobo vidim, druga pa ne. In je vsa leta moral ta pelatka, ne. Moram pa nekaj reči. V gimnaziji najprvo so se me profesorji malšinirali, ker je bil brat predsedniku kraja. Pa so pa zvedeli, da vsak dan ministriram. Skozi. Zjutraj sem ministriral gospodu, pa hitro s kolesom v šolo. Pa so me pa spoštovali. In sem kar dobro vozil z vsemi. Lepo, lepo. Torej, potem po bogoslovju ste bili kaplan, najprej za nekaj let. Ja, prvo sem moral sem hotel vojašno odpraviti, tisti ni nič pomagal, sem bil potrjen, ampak volk pa prav, ja pa, če je, daj še probaj kaj. Pa sem pa šel pa k vojaškemu zdravniku, Prevola v Kranju, pa je bil en študent, ali že ni bil vojak, služil vojsko. In je rekel, po tem in tem členu si ti vojašno oproščen. Prav, ali ta poziv zavrneva. Sem rekel, ja, če imam upanje, da je treba iti. In sva ga zavrnila. In sem šel v Lemenat, so videli, da nisem šel k vojakam. Brat, sem šel peš v Kranj, na avtobus, s kolesom, na vojno cek moraš iti. Pridem ke, prav, sem že prej enkrat me vozna vrtela okrog, zdaj pa spet. Tam me je vprašal, koliko imam številko kape. Kdo pa je vprašal? Prišel k vojakom, so ti nametali cune prevelike ali premehne. Počakajte, pa je pa vozna prišla. Obetala, da grem lahko služiti, kjer rod vojske, čem, kamor čem, da sem dobil štipendijo, da mi bodo pomagali, ker so smatrali, češ, da me doma silijo, da grem. Nikdar niso nič rekli. Vem, da so želeli, ampak rekli pa nikoli. Pri nas so nam dali svobodo, pa zaupali so nam. In je bo to boljše kot pa tam. No, in pa šel v Lemenat, novembra sem pa dobil potem poziv in sem šel ravno na 7. decembra sem šel v vojsko. Takrat je pa Perko z zapora prišel na dopust. Tudi sem na postaji čakal, sem se še malo v bogoslovje. Sva se ta prvikrat srečala. No, kaj je bilo? Primorci so že prišli iz Malega Semenišča v bogoslovje, mi pa samo iz državnih gimnazij. In mi smo bolj resno vzeli katoni. V vseh 6 letih sem 2 ure zamudil predavanje. Ko sva s prestorjem Vinkotom v skriptarni razmnožvala hišo Mladi duhovnik. To Marina kongregacija, izmeri za 8. december, tisto poslala in ena Uršulinka, sem jo dobil, da iz francoščine prevedla v slovenščino in sva midva tisto razmnožvala. Naslovna stran je bil pa poprsje duhovnika, se nam je pa začela matrica trgati in sva rekla, če midva dela tole pustiva, se upošušva, ne bova mogla več naprej tega in sva Trstenjaka za 2 ure špricala. Drugače pa nikoli, da bi hodili mi, kdaj po gostilnah, Primorci so to naredili, pa v kino, pa to. Mi smo se držali reda. In je bo določen 5:30 zvečer strogi študij. Pa Vinko Prestor od doma dobil krvavice, pa jih je dal peči v kuhno, pa je pa rekel, vsi po sprehodu se je začel strogi študij.
se dobimo v skriptarni, jaz koline imam. En šnitko kruha smo dobili po sprehodu, če je kakšen več vzel ali pa jeden ni dobil. To je takrat je bo še šlo, hrana pa to. No pa pride, mi smo tam, jemo tisto reč, pa pride ena sestra, pa nekaj po peči brska, pa je odšla, pa tak, pa rektor na odstop. Žane, uražen, to je bil, treba ga bo iskati. To je bil dober vzgojitelj. Prav, no, ko pa je zdaj? Koline, a greste zraven? Pa pride, ja, kaj vam imate kaj za zalit? 2 zelenke in na mizo postavil. Poglejte. Ne bi nas uzmerjal, kaj se to pravi. Imel je čut, da je dober delo z nami. In moram reči, izpite smo vsi delali v prvem mahu, ko je bilo konec predavanj, pa letnika, vsi smo prvi dan po zadnjem izpitu imeli možnost, da dobimo diplome. In resno smo jemali, zelo zares. Medtem, ko oni so zmagali, se mi nič časa že včasih kar malo tako. No, potem sem hodil za pomočnika v Borovnico, župnik, blaga duša, spomin čudovit, to je vse farane poznal. Kdaj je bil kdo rojen, kdaj se je poročil, kdaj je kdo, to je bil fenomenalen tam. In pa šloš fant, da je vedel, da je učil. Moral sem mu pa zmeraj vse poročati. Drugače pa operiran je bil in če je vkusil kakšno pijačo pred zajtrkom, tisti dan nič jedel. In je bil problem pojstan z njim. Drugače pošteno vodo, da bi on kakšno cerkveno reč sem prinesel, te table kanonske sem dobil, me je Škrlovaj dal, ki jih tam so bili slabe. Račun, sej tako, sej zaston. Je rekel, meni ne bo nihče učitelj, da sem kaj zapravil. In sva se zelo dobro razumela. Pred menoj je tja hodil tudi že profesor Jeglič, Stanko, matematiko je učil v Škofovih zavodih, pa je bil zaprt, pa je pa tam bil za pomočnika. On je župnik učil v cerkvih. Tam pred zakristija velika, prostor pred zakristijo, nad zakristijo, pa je en kot meni prav, a veš, kaj ti ta človek mislil, da bi gor naredil učilnico? Se to ni varno. Ben luster po cerkvi ni goril. Ja, ni varno. Jaz sem pa rekel, ja, dela sem pa bil tam na Kusezah in nad zakristijo, ja, kakšnem dren pa kako. Mi imamo pa boljš pogoje tukaj, ta predprostor pred zakristijo. Kaj mislite, kaj če bi tukaj učilnico naredila? Bom premislil. Sem drugo soboto prišel, s Filipom se zgovor, pa naredita, da je klopi naredil, pa je električna peč in da je učilnica. Je bila učilnica. No, vi ste tudi sicer poskrbeli za marsikaj obnovljenega, novega, tudi na vaši poti kot kaplan, kot župnik, denimo v Mengšu, kjer ste obnavljali tisto gospodarsko poslopje in so se pozneje van naselile karmeličanke. Ja. Skrbeli ste za ustanovitev novih župnij, Jarše in Groblje pri Domžalah, oziroma Trzin. To je zdaj samostojna občina, ena najmočnejših v Sloveniji, ima že preko 4500 prebivalcev, versko življenje pa čist na psu. Že prej Trzince niso v Mengaškem kol hodili, samo na vse svet, popolne na pokopališče, obvezno so se stepli in če ni bil eden za klan, so rekli, da so bili za nič vsi sveti.
In to je bilo trzinske skirce, to je bilo znan, so rekli, če ščut, ko si trzin, dober dan, dot je pa kaj rekel, zakaj pa naš držal jezik za zubmi. Če pa pozdravil, dot je pa kaj prašal. In pa je bil spet tepenka, ne. Je bilo skozi, pa čez 200 let je že en duhovnik, ki bil malo psihično prizadet. Kako ste pa vi potem krotili te ovčice, ko ste prišli na območje te župnije? Ja, to je bilo pa, moral mi pomagati iz Črnuč Felix Zajc. Ker Mengeš je bil zelo živa župnija, Črnuče so bile pa tedaj še majhne, pa je moral, prej je bil kaplan v Mengšu, pa je pa moral tam verouk učiti, pa mašvet hoditi, in varedna maša. No, potem so pa igrali trzinci, v kap so pa držali igro na Betlehemskih poljanah in komunisti je Jožefa igral. To so držali v kap. In jaz grem gledat to igro, pa je en star ključar, z enim sem stalno veze imel, prišel k meni, un pankol, ga sploh nisem poznal. In pravi, a vi ste pa domžalski kaplan, po 7 letih župnika ni poznal. Vsi krsti so bili v Črnučah, vse poroke tam, verouk je bil zase, jaz nisem ne vedel, koj materialno, koliko ljudi prmaš, koliko ljudi otrok pri verouku, sem pa rekel tega, pa da jaz nam več odgovarjal, sem pa na škofijo predlog dal, ali da se prefara pod Črnuče, da tola ni nič, jaz nam odgovarjal za nekaj, kjer ne vem, kaj se vrši. Pa so pa proučvali to, so pa rekli, da je potrebna nova župnija. Da bo tisto, dopolnikov je bo dosti takrat, in sem šel zidat potem učilnico, potem, da sem mižnarijo nazaj dobil, ki je naborka not bila, me izmerjala še pa še. Da sem opaj tam, pa vse prštimat in 74. leta, 1. januarja, je bila nova župnija. Lepo. In kaplan je šel potem tja za župnika. Lepo. Bili ste pa tudi hud boj za vrnitev podržavljene Grobelske cerkve, ne? Tiste bo pa najhujše, to je pa cela drama, bi lahko napisal. In ko je bilo 250-letnica te cerkve, je prišel k meni kardinal Rode, ki je vodil tisto, ki je tam doma, prav, daj mi kaj povej. In sem mu povedal zgodovino drugače, zborbo sem pa sem kroniko pisal. Sem pa ti začel brati, je pa rekel, veš kaj, tole more pa izidati. In zato je tole išlo. In zato je to izšlo. Ja, drugače ne bi, če pa ne rekel, ne bi. Gospod je moja pot. Ja. Ob vaši zlati maši, pravzaprav pred leta 2011 ste izdali to knjigo, ki je pravzaprav zbirka vaših zapisov, vaših kronik, ki ste jih pisali. Prej je, kar je mladostnega, to je to opisano, kronika je pa potem kronika župnije. Ampak iz dela, kaj smo delali, pa iz slik se pa lahko vidi tudi moj delež. Zadnje vprašanje, gospod Babič, kaj vam je bilo pravzaprav vsem tem, kar ste nam sedaj povedali, ko ste obujali vaše zelo zanimive, bogate spomine od otroštva pa potem do duhovniškega poklica, kaj vam je bilo najpomembnejše pri vašem služenju v duhovništvu do danes? Ja, kamor sem prišel, sem delal tisto, kar sem mogel. Verouk, recimo, ko sem prišel v Črnomelj, je bil prejšnje leto misijon in je bilo 9000 obhajiv. Jaz sem uvedel na 3 podružencah, ki je bil, so bile te šole tudi, danes ni tega več, danes je vse centralno, sem hodil verouk učiti, in vsak mesec šolske maše.
pa vse otroke spovedati, prve petke poudarek, potem molitvene ure poudarek, tistem si imel pa tudi zozno opravka. Sem uporabljal knjižico za edinost kristjanov, je bil pa v uvodu napisan: Odrešenik sveta reši ruske otroke, pa darujte v svetu obhajilo za ruske otroke, ki jih uničuje brezbožen komunizem. In vsakokrat si imel pri maši dva, ki sta te nadzirala. In jaz sem dobil tiste knjižice, ki smo enkrat na škofiji pospravljali, pa so jih je bilo veliko, pa je Mrvec rekel: ja, če hočete, lahko vzamete. In jaz sem tisto pa je uporabljal za molitveno uro. Tisti eden, ki je bil, jo je vzel, ki je bil na nedeljo celodnevno očiščenje, na Ozno, in Žabkar je bil pa z njimi, revež je bil, so ga imeli čist popolno pod oblastjo. Je pa Šuk iz Ljubljane, pa na obisk v Nov Mest, pride dan, ta prvi vse knjižice pobral, pa jih nesel na milico, pa da moram jaz drug dan, prvo petek je bil, iti na Ozno v Nov Mest. Sem rekel: ja, Vivto šel v Dolenjske Toplice na celodnevno čiščenje, Maša mora doma redno biti, jaz ne morem tam biti ob 8. Sem doma še. In nisem šel. V 10 dopoldne že pride miličar: zakaj niste šel? Sem rekel: ja, ne vem, kdo se gre zdaj lov na čarovnice. To je bo kuj pa je posredovano v Novo mesto. Sem rekel: zakaj niste šel? Ja, samo na besede ne grem. Pri nam napišejo pismeno, če je kaj takega. A če dobite pismeno, boste šel? Ja, seveda, pa moram. In prinesel in oskrpucalo, obupno napisan, ka ne, napak še in še. In pa je drug dan sem šel. Zjutraj na avtobus, težki vodi se je pa pokvaril. Pa smo čakali druga, tudi sem zamudil. Pridem tja, počakajte. 1 uro me je pustil čakati. In sem molil, pa sem se že navličal, pa enkrat sem po črnih kockah hodil, enkrat po belih, pa me sprejme noter, v dvojne vrata, vse tapicirano, začne vpiti nad menoj, da domobransko literaturo širim, pa anglo-ameriško, sem rekel: prvič, to ni domobranska literatura, ta knjižica je nastala leta 28, ja, pa širi sovraštvo med narodi noter. Sem rekel: a veste, kaj se je takrat v Rusiji godil? Kaj se je dogajalo? A ni to nekaj pozitivnega, da se je tukaj en narod zavzel za te ljudi, pa molil zanje? Potem: ja, pa kva ta trompihelj uporabljate, semate občestvo združeni. Ja, tam je ena kratka molitvena ura. Pa sem rekel: z Anglo-Amerikanci, pa ne z domobranci, nisem bil nič povezan, ampak enkrat me je domobranc brcnil, sem se s kolesom iz mlekarne odprl slepelo, pa so se z vozom peljali, pa me je eden brcnil, da sem mobilc odletel, ampak drug je pa skočil z voza, pa me ven vlekel. Veliko lepih, zanimivih spominov, bogatih spominov iz vašega življenja, gospod Štefan Babič. Marsikaj bi lahko še slišali iz vaših ust, kar bi bilo res zanimivega, tudi iz dela na vaših župnijah, tako v Lescah toliko let, kot v Mengšu. Sedaj ste se kot zlatomašnik leta 2011 ponovno vrnili v Mengeš, kjer ste že prej delovali, menda 17 let, koliko. Ja. In sedaj ste tukaj duhovni pomočnik, ali kako? Ja. In sem prišel v Mengeš
je bilo 47 000 obhajil letno, najvišje, kar smo pa dosegli, je bilo pa 94 000. Poglejte. In Brezje so jih imeli istočasno 110 000, mi pa 94 000. Ko sem pa prišel v Lesce, 23 let so bile brez duhovnika, potem sta bila 2 bolnika, vse je gospodarsko propadalo. 9 razpok je bilo na pročelju cerkve. Skoraj si skozi razpoko lahko videl na Triglav. In Turn, 4 razpoke od vrha do tal. 5krat smo ga zvezali, cerkev krog in krog, pročelje 3krat. Dobil sem 23 let je bila brez duhovnika, in je bila gospodarsko, versko na tleh. Iz Sekovanic stari pa je so upravljal iz Radovljice in on je s kolesom hodil, zdaj, ki je bil krst. Ja, so šli v Radovljico krstati. Poroka je bila v Radovljici, sam pogrebe imu, pa maše, ne vsak dan, pa veruk se je dosmatral in 6000 obhajil, kar jih je bilo, ko sem prišel, smo prišli na 24 000. Poglejte, kaj bi vi kot biseromašnik, človek tolikih izkušenj življenjskih, morda ob koncu tega najnega pogovora povedali vernikom slovenske cerkve? 29 let ste bili vmes v Lescah župnik, sedaj ste se torej vrnili pred več kot 10 leti nazaj v Mengeš. Kaj bi povedali vernikom današnjega časa? Če bodo zvesti Bogu, bodo obstali. Če pa vero zgubijo, so pa zgubljeni. Kakšno pa je vaše sporočilo duhovnikom? Da zaupamo, kar nam je Jezus povedal. Nebo in zemlja bosta prešla, to pa ne bo. Jaz ostanem z vami vse dni do konca sveta. Peklenska vrata cerkve ne bodo premagala. Takrat, ko je komunizem najbolj osvajalen v svetu, smo se odločili, da postanemo duhovniki. In smo služili res Bogu, ljudem, pa cerkvi. Danes so pa bolj srklani, mi smo morali že kot otroci trdo delati, potem borba, da si zbiral hrano. Veliko sem potem bral, no, če sem vsega ušeničnika zbrane dela kot šolar prebral. In s tem širili obzorja. Ja, in se potem pa zaupati, popolnoma, jaz sem zaupal pa čisto vse, kar sem začel, sem tudi uspel. Iskrene čestitke ob vaši biserni maši in najlepša hvala Bogu za ta dar vašega življenja in vsega dobrega, kar ste uspeli storiti do danes in še naprej ste aktivni. Za tiste gledalke, gledalce, ki bi želeli še več izvedeti iz vaših spominov, iz vaših zapisov, kronike, ki ste jo pisali, bodo našli lepo popisano in še bolj podrobno v knjigi Gospod je moja pot, kar je bilo tudi vaše novomašno geslo, kaj ne? Ne. Moj Gospod in moj Bog. A moj Gospod in moj Bog. Britoška cerkev je posvečena Tomažu, apostolu. In v glavnem oltarju iz leta 1681 je Jezus, pa Tomaž, ki stega roke proti njegovim ranam. Zadaj je pa napis Dominus meus et Deus meus. In to sem jaz kot otrok dan za dnem tisto bral, ker kadar je bilo tema, se ni vidva, sem zadaj eno žarnico obesil
da sem prižgal, da se izmeraj vidva. Žarnica je bila pa taka, da je bila brez navoja, ker se jih ni dobil, ampak tiste žičke sta bila in sem jaz navezal na žico. Sam sem delal sveče na tistem lustru, sem delal sveče lesene, potem te okove ni bilo, kje dobiti, noter sem dal spod malo gume, zgoraj sem zrezal krogu iz pločevine, zvrtov, popilil to, da se iz žarnica not prišrobala, klar sem zvrtal in žico noter, ena je bila spodaj na tisto, ena pa zgoraj. Lepo, bili ste zelo iznajdljivi. Ja, najlepša hvala, no, da ste bili naš gost. Morda še kdaj na našem programu Slovenske katoliške televizije, gospod Štefan Babič. Sicer pa še enkrat res iskrene čestitke ob vaši lanski biserni maši. Hvala pa tudi vam, spoštovane gledalke in gledalci, za pozornost.